Prispevek sem pripravil v sodelovanju z kolegom Vasiljem Trifkovičem, ki je naš doktorand, zaključuje letos svoj študij, ki je med nami tudi, in profesor Andrajem Mončino. Študija se pravzaprav osredotoča na eno, bi rekel, precej temeljno vprašanje v gozdarstvu, torej na vprašanje odziva drevesnih vrst na spremembe, ne samo spremembe v klimi, ampak tudi sicer spremembe v okolju, ožjem okolju drevesa, kjer pač drevesa uspevajo. To okolje se stalno spreminja tudi zaradi človekovih vplivov, zaradi posegov. In zato, da se znamo odzivati, da znamo upravljati z gozdovi, moramo nekako te procese stalno spremljati, jih nekako ubesediti, jih znati spraviti v neko matematično obliko, torej jih modelirati, ne samo rast, tudi ostale procese, ki jih trenutno tudi v povezavi s tem prispevkom tudi počnemo, se pravi, se s tem ukvarjamo, zato da na koncu pravzaprav lahko pridemo do odgovora, kaj je recimo optimalno upravljanje v spremenjenih razmerah. No in ta prispevek pravzaprav je nastal že v okviru prej omenjenega doktorata in pa CRPA, ki se ukvarja z razvojem modelov. Zakaj smo izbrali ravno bukev? Zato, ker je pač prevladujoča drevesna vrsta v Sloveniji, približno 30% lesne zaloge predstavlja. Poleg tega so bukovi gozdovi pomembni tudi gospodarsko in habitatno in je pravzaprav gospodarjenje izjemnega pomena. No in osrednje vprašanje v tem prispevku je bilo pravzaprav, kakšno rast, konkretno debelinsko rast, lahko pričakujemo v Sloveniji v prihodnje. Zdaj, zakaj ta prispevek pravzaprav izpostavljamo ali pa kako je sploh ta objava nastala, je pravzaprav, ker so tukaj tri taki temeljni problemi, ne sam problem rasti, ni nič posebnega, novega. In en izmed teh problemov, ali pa prvi problem je ta, da pravzaprav zadnje raziskave, ki se niso vse vezane na gozdarstvo, kažejo, da se vrste in ekosistemi na spremembe, predvsem v padavinah, ne odzivajo linearno in nesimetrično. To pomeni, da je odziv na recimo pozitivne, negativne padavinske anomalije drugačen, kar je recimo metodološko lahko problem, ker večina študij dendroekoloških do sedaj pač temelji na tem klasičnem linearnem agregatnem modelu, kjer se vrednoti posamezne faktorje, vse ostalo ostane skrito v nepojasnenem delu, in recimo dostikrat se danes pojavlja vprašanje, če delamo to na dolgi časovni rok, ali so časovne vrste sploh stacionarne. No in mi smo ravno v tej raziskavi želeli preveriti, analizirati, ali sploh to drži pri bukvi, torej da so odzivi na padavinske anomalije drugačni pri primanjkljaju kot pri presežku padavin in kolikšni so. Nas je predvsem iz vidika upravljanja zanimalo, kolikšen je ta odziv v prirastku, da ga znamo kvantificirati. Potem drugo tako zanimivo vprašanje, predvsem za gozdarje, z upravljalskega vidika je seveda, kako te stvari izmeriti. Zdaj, klasično raziskovalno je to relativno lažje, če delate na manjši prostorski ravni, na manjšem številu osebkov. Klasičen pristop je ta prvi, dendroekološki ali pa dendrokronološki, kjer imate potem iz izvrtkov možnost spremljati z dolgimi časovnimi vrstami. Ampak problem pri tem pristopu je, da je ponavadi obseg teh anomalij, dogodkov, ki so po definiciji redki, majhen in ponavadi na tej lokalni kronologiji takih dogodkov niti ne zaznate in ne morete tega učinka ovrednotiti. Tako da je za nas pravzaprav bil bolj zanimiv ta drugi pristop in smo šli na veliko prostorsko raven, na raven Slovenije, kjer pa seveda nimamo vsakoletnih meritev na drevesih, ampak imamo podatke iz inventur na 10-letnih ciklih, kar pomeni, da neposredno letnega prirastka ne spremljamo in je potem seveda problem, kako ta 10-letni prirastek povezati z učinki anomalij, ki pa so letne ali pa celo mesečne, se pravi z manjšo časovno resolucijo.
Tako da smo morali pravzaprav testirati, kakšen način bi mi te anomalije, ki se pojavljajo letno ali pa mesečno, združili ali pa jih nekako predstavili neko srednjo vrednost in smo testirali tri različne načine izračuna teh povprečnih anomalij. No, tretje tako vprašanje, ki je pa tudi generalno, je pa kakšen delež pri spremembah v rasti lahko pripišemo sploh okolju ali pa klimi. Danes veliko pozornosti temu namenjamo in pri zelo majhnih raziskavah, takih zelo laboratorijskih, se lahko marsikaj dokaže, na veliki prostorski ravni je pa so pa te variable, ki so bile recimo v našem modelu vključene, bolj pomembne, predvsem z vidika upravljanja, ker na te lahko relativno bolj vplivamo, kot recimo na te spremenljivke, ki so bile tudi potem v našem modelu vključene. No, te dve spremenljivki tukaj spodaj sta bila tisti, ki sta merili te padavinske anomalije. Gre za standardiziran padavinski indeks. Ta tukaj je pravzaprav neka agregatna vrednost na desetletju za opazovano obdobje. Torej, uporabili smo celotno Slovenijo. Podatki so na 500 kvadratnih vzorčnih ploskvah. Dvojne meritve smo imeli, tako da smo imeli periodični prirastek, ugotovljen za nekaj čez 300 tisoč dreves in potem smo z metodo z naravnimi kuličnimi izlepki pač poskušali vrednotiti posamezne učinke teh variabel. No, zdaj, če gremo na naš prvi rezultat, tisto prvo vprašanje, ki smo rekli, ali je prisotna asimetrija ali ne, smo pravzaprav ugotovili, če gledate to sliko, SPI indeks meri odstopanja od 30-letnih povprečij. Pozitivne vrednosti kažejo na nek presežek, negativne na primanjkljaj glede na 30-letno povprečje. Na Y-osi imate 10-letni prirastek in vidite, da je v bistvu naklon teh odzivov prirastka pri presežku manjši, kot je recimo naklon, kot je zmanjšanje prirastka pri suši. To samo po sebi sicer ni tako presenetljivo, ampak kljub temu se kaže kot en pomemben rezultat, predvsem zato, ker smo to raziskavo delali z relativno ohlapnimi podatki inventure in je bilo treba nekako iz celotne palete odzivov zaznati nek učinek, ki je včasih lahko zelo majhen. No in ta razlika je bila recimo tam do 1:3, kar kaže, da očitno bukev ne bo kompenzirala izgube v času suše z presežki morda v tem 10-letnem obdobju, presežki padavin. No, drugo vprašanje, ki je bilo tukaj izpostavljeno, je bilo, kako povezati te relativno fine podatke anomalij na mesečni ravni, v letni ravni z 10-letnim podatkom o rasti. Tukaj smo testirali 3 različne modele, smo rekli, kako izračunamo nek povprečni učinek anomalij in izkazalo se je, da če damo več teže ekstremnejšim odstopanjem, da v bistvu v tem modelu več variabilnosti pojasnimo. To pomeni, da imajo bolj ekstremni dogodki večji vpliv na odziv bukve. In to je pač tale modra oziroma oranžna črta, ki nam kaže ta odziv. To je recimo nasprotno, kar večina študij do sedaj dela. Večina študij, če deluje s takimi podatki, enostavno uporabi aritmetično sredino kot neko centralno tendenco, kaj se je zgodilo v recimo 10-letnem obdobju, pa se je pokazalo, da vsaj na primeru bukve to ni najboljši način. No, potem pa tak tretji rezultat, ki sicer ni ne vem kako presenetljiv, je bolj potrditev znanih rezultatov iz dendrokronološke študije, da pravzaprav na rast bukve najbolj vplivajo poletne anomalije, to se pravi 3-mesečne anomalije julij do september. In potem smo seveda mi lahko vse za celotno Slovenijo tudi pokazali, kje so bile te anomalije največje in imamo možnost potem
z modelom izgraditi predikcijo prirastka v prihodnje. Ta SPI, kot da gledate, ni ta klasičen standardiziran padavinski indeks, ampak gre za povprečno vrednost ob uteževanju po verjetnosti. No, potem smo pa seveda ocenili tudi učinke ostalih spremenljivk, kar je potem vhod za izgradnjo drevesnega modela, na katerem zdaj delamo, torej vse te učinke bo treba zgraditi v nek simulator razvoja in bomo na ta način lahko pripravili prognoze razvoja v Sloveniji. Ampak kljub temu, zdaj, če gledamo celoto, ta vidik je izpostavljal učinek padavin pa anomalij, če gledamo celoto, je ta učinek vendar relativno majhen, še vedno je glavni dejavnik rasti so sestojne razmere in s tem pravzaprav človekovo ukrepanje, režim ukrepanja je tisti, ki bo zelo vplival na prihodnjo rast in tudi akumulacijo ponor ogljika. Izkazalo se je tudi zanimivo, da je zelo pomemben dejavnik strukturna, to se pravi vertikalna struktura sestoja in pa vrstna pestrost, na kar lahko tudi zopet vplivamo z gospodarjenjem. Če zdaj poudarim še enkrat, kaj smo, ali pa povzamem, kaj smo spoznali, torej zaznali smo asimetričen odziv z relativno grobimi podatki, kar je presenetljivo, pravzaprav takih študij do zdaj ni bilo. Potem smo pokazali, kakšna je najboljša metoda pri računanju na daljše obdobje, 5-10-letno obdobje, ko računamo neko centralno tendenco teh anomalij. In sedaj delamo pravzaprav naprej, oziroma nekaj raziskav je bilo že tudi objavljenih za druge procese, kot je rast, ker rast je samo en del dinamike in trenutno delamo na modelu za mortaliteto v slovenskih gozdovih. Tole je pa objava, ki večino rezultatov predstavlja. Hvala lepa.